možganov, uma in o avtizmu. Zdaj smo si pogledali veljavne klasifikacije simptomov, ki so potrebni za to, da nekomu postavimo diagnozo avtizem. In ogledali smo si natančne principe, ki jih moramo upoštevati, da lahko postavimo tako diagnozo. Glede tega ni nobene skrivnosti. To je nekaj, kar je treba zgolj uporabljati, oziroma to je nekaj, česar se je treba naučiti uporabljati. Ugotovili smo, da je zahtevno postavljati diagnozo, da je zahtevno prepoznavati simptome, da ni vselej vsako ugotavljanje simptomov tudi veljavno, da pri tem lahko naredimo logične napake in enako velja, da delamo logične napake, ko na podlagi simptomov sklepamo, ali imamo kdo avtizem ali ne. In ker delamo te napake, in ker večina ljudi dela napake, in ker jih dela pogosto, si bomo danes najprej pogledali, katere so te napake. Katere logične napake najpogosteje ljudje delajo, ko sklepajo. In pri tem velja posebej poudariti, da je vsaj od Aristotela dalje logika najvišji, najboljši način sklepanja, kar ga premorejo človeški možgani. Torej, če se zanašamo na kaj, ko sklepamo in ko razmišljamo, potem se zanašamo na logiko, ker boljših, višjih načinov razmišljanja preprosto ne poznamo. Torej, najprej si bomo pogledali tipične, logične napake. Potem bom komentiral oziroma predstavil dva vira. To bom storil tudi zato, ker znanost danes tudi seveda na področju raziskav avtizma napreduje tako hitro, da kdor ne sledi znanstvenim spoznanjem, ostaja zadaj v 14 dneh. Enostavno ni več na tekočem, kateri so recimo sodobni izsledki raziskav o avtizmu. Spregovoril bom o raziskavi, ki je bila objavljena v reviji Nature prejšnji teden. Spregovoril bom o biofeedbacku in o raziskavi, ki dokazuje, kako je biofeedback lahko uspešna metoda, uspešen način dela z, na primer, avtističnimi otroki. Biofeedback. In spregovoril bom še o nekem članku, ki je bil objavljen pred kratkim v reviji Scientific American Mind, v kateri profesor, ki se ukvarja z avtizmom, odgovarja nekomu, ki ima avtizem in mu je zastavil nekaj vprašanj. Torej, to so viri, iz katerih črpamo. In ni nepomembno, da se naslanja na te vire.
kar pomeni, da ne govorim na pamet, da se ne zanašam na svoje občutke, da nimam o tem nobenega mnenja, da ne citiram sosede, ki je nekaj rekla, ali pa kaj drugega. Zato, ker vsi ti viri preprosto niso dovolj zanesljivi. In kot rečeno, to ni nepomembno, kaj ti ljudje se pogosto zanašajo ravno na take vire. Zlasti, ko se obnašajo kot laični psihologi, se velikokrat naslanjajo na svoje občutke. Občutki dokazano niso zanesljivi in tako rekoč v znanosti nima nobene vrednosti. Nič ne šteje, ne morate priti na neko konferenco fiziko in reči, moj občutek je tak. Se samo usmišlja. Občutki torej ne pojasnjujemo sveta, ne postavljamo diagnoz in ne sklepamo, zakaj se nekdo obnaša tako, kot se obnaša. V znanosti, iz katere torej črpam, velja zelo preprosto pravilo, ki je rigorozno. Ne obstaja tako rigorozno pravilo, kot obstaja v znanosti. To je pravilo 4 devetic. Nekaj je dokazano, ko je dokazano z verjetnostjo 99,99%. In pred časom ste morda spremljali, jaz sem spremljal v živo, poročilo iz Švice o odkritju Higgsovega bosona. Če ste tisto gledali, potem ste med drugim trčili tudi na tale princip, ko so znanstveniki, ko so fiziki povedali, kako ekstremno veliko eksperimentov je bilo narejenih, preden so prišli pred javnost in rekli, z tako verjetnostjo trdimo, da Higgsov bozon obstaja. In še takrat nihče ni rekel, da je verjetnost 100%. Nihče. Ker je pravzaprav to praktično nemogoče. Praktično nemogoče. Teoretično je. Mogoče, praktično pa ni. To je zlato pravilo, to je zlati standard. In če hočete, ali če kdo hoče objaviti kakšen članek v resni znanstveni reviji, ugledni reviji na tem svetu, potem se bo moral podrediti temu pravilu, drugače pač preprosto ne bomo mogli objaviti izsledkov, recimo kakšne raziskave. Zdaj pa pomislimo na vsakdanje sklepanje in vsakdanje zatrjevanje ljudi, kaj je res in kaj ni res, ali pa zakaj se nekdo obnaša tako kot sebe in kako pojasnjujemo siceršnji pojavljati v našem svetu. Iz tega izhaja. Zdaj, katere so temeljne, najbolj pogoste napake, ki se jih je zares dobro zavedati v sedanjem življenju? Ni važno, kje smo. Ni važno, o čem sklepamo, o čem razmišljamo, kaj ugotavljamo, kaj trdimo in tako naprej. Ena najpogostejših logičnih napak je, da ljudje zamenjujejo vzročno-posledične zveze s korelacijo. Da mislijo, da je nekaj vzrok nečemu drugemu, zato, ker se pojavlja skupaj s tem drugim pojavljanjem. Korelacija ni vzrok, ni vzročna zveza. Kar pomeni, da je treba zelo natančno premisliti, kaj je vzrok in kaj je posledica. Oziroma, če se dva pojava pojavljate skupaj, a mi sploh vemo, kateri je vzrok in kateri je posledica, oziroma, ali imata ta dva pojava sploh kaj skupnega, razen tega, da sta v času in prostoru skupnega. Ni namreč nujno, da imata kaj skupnega. In pogosto slišimo
izjave, zlasti takrat, ko se ljudje obnašajo kot laični psihologiji. Ja, oseba X se obnaša na tak način, zato, ker potem pač nekaj reče, kar nam prije na misli. Ker imamo tako občutek, ker se nam zdi. Ali pa zato, ker se nam zdi, da je bilo že v preteklosti kdaj tako in smo prepričani, da je v sedanjosti enako. To je mogoče ena najpogostejših napak. Mogoče ena tistih najzahtevnejših, ko jo želimo odpraviti. Je namreč res težko ugotoviti, kaj je vzrok in kaj je posledica. Zlasti, ko govorimo o takih pojavih, ki so povezani z recimo vedenjem ljudi. Če jaz tole zdaj spustim iz rok, bo zagotovo padlo na tla. In ni težko ugotoviti, da je vzrok za to gravitacija. Je pa dodatno potrebno razmišljati, zakaj to ne pade na tla, če jaz to držim. Zato, ker je nujni razlog, da to pade na tla gravitacije, ni pa zadostno. Tole ne bo padlo na tla, dokler jaz to držam. Če ko bo to spustil, bo padlo na tla. Ko bomo to nujnemu vzroku dodal zadostnega. Zakaj se neka oseba obnaša tako kot se? Morda res obstaja kakšna nujnost, da se tako obnaša. Ni pa nujno, da je razviden zadostni razlog, ki se je morda pojavil pred 1 sekundo, pred pol minute, ga sploh nismo videli, ker nas ni bilo zraven. Torej, to je prvo. Druga napaka, ravno tako pogosta, je naše prepričanje, da zato, ker se je nekaj zgodilo, da zato, ker nekaj obstaja, da zato, ker smo, recimo, učitelji, da zato, ker delamo v šoli ali pa kaj podobnega, nujno sledi, da se obnašamo na določen način, da so, na primer, naše ocene veljavne, da je naš način poučevanja najboljši, da je dober ali pa kaj podobno. Zelo pogosto ljudje izjavljajo nekaj, kar ne sledi iz osnovnih premis, kar ne sledi iz osnovnih, recimo, trditev ali pa iz osnovnih dejstev, ki jih morda poznamo ali pa jih tudi ne poznamo. Dokler ne znamo natančno opisati, kateri simptomi so potrebni, da nekdo dobi diagnozo avtizem, ne moremo reči, da se obnaša tako kot se, zato ker je avtizem. Ker nismo niti opredelili osnovnih pogojev, iz katerih naj bi nekaj sledili. Pa tudi, če nekdo je avtist, tudi, če je dokazano, da je avtist, iz tega še ne sledi nujno vsaka oblika vedenja, ki jo ta oseba zmore. Obstajajo različni razlogi, zakaj se nekdo obnaša tako kot se. Zato moramo, preden kaj vleknemo, ugotoviti, ali res tisto, kar bomo rekli, sledi iz tistega, kar mora obstajati, kar logično mora obstajati, da lahko to trdimo, kar pač trdimo. Nekaj mora obstajati logično, ne zato, ker mi tako želimo, ali pa zato, ker mi tako čutimo, ali pa zato, ker bi tako nekaj radi izrekli. Pogosto torej obstaja velika razlika med tem, kar je logično in med tem, kar bi mi radi. Ali pa v kar mi verjamemo. Ali pa kar smo prepričani. Ali pa kar izhaja iz naših izkušenj. Vse to nima nujno nobene zveze z logiko. Torej, gre za zamenjevanje tega, kar je logično, s tem, kar se mi zdi, kar bi radi, kar morda potrjuje naše izkušnje, ali pa tudi ne potrjuje. Da smo preprosto to rekli, zato, ker smo bili zdaj rekli na vrhu jezika, pa smo mislili, da to izrečemo. Še ena ravno tako pogosta logična napaka je Occamova britev. Occamova britev
preprosto zahteva. In ta zahteva je velika. Preprosto zahteva, da ko se soočimo z neko neznanko, oseba X se obnaša na določen način. In skušamo pojasniti to neznanko, zapravo odgovoriti na vprašanje, zakaj se obnaša na ta način. Je logično, da če želimo nekaj pojasniti v samem procesu pojasnjevanja, ne smemo kopičiti neznank. Ker če kopičimo neznanke, to pomeni, da z eno neznanko začetno, naprimer, pojasnjujemo z drugo neznanko. S tem ne samo, da nismo ničesar pojasnili. V resnici smo povečali neznanje. Oseba X se obnaša tako kot se. Zakaj? Jasno, ker je danes polna luna. To sem danes že slišal. Ne samo, da to ničesar ne pojasni. V bistvu je kršitev logičnega pravila in pomeni, da zdaj še manj vemo, kot smo videli prej. Ker je treba pojasniti potem ne samo vedenje te osebe, ampak tudi morebitne vplive polne lune na to vedenje. Vse vraževerje pravzaprav krši Ockham Brito. Naslednja logična napaka je prehitro in preveliko pospeševanje. Ljudje radi uporabljajo besede in uporabljajo tako pogosto, da zaradi rabe postane nesmiselno. Torej, ne pojasnijo ničesar, zato ker na nek način pojasnijo vse. Noben razumen človek na tem svetu ni proti vrednotam, ni proti patriotizmu, ni proti svobodi, ni proti ljubezni in tako dalje. Zato to ne more biti argument za nekaj. Za zagovarjanje nečesa tako širokega, kot so recimo tile izrazi, ne pojasni ničesar, ker se že vnaprej vsakdo s tem strinja, če je razumen in ljudje so razumni. Naslednja napaka je slamnati mož. Nekomu odtaknete, da je nekaj rekel, potem pa tisto kritizirate. To je slamnati mož. Torej, ustvarite slamnatega moža, pa ga pa napadate. Za nekaj, česar oseba, ki jih odtaknete, slamnatega moža nikoli ni naredila. Naprimer, ljudje velikokrat rečejo, da je Freuda treba kritizirati, zato ker je preveč poudarjal pomen spolnosti v človekovem življenju. To je slamnati, to je klasičen primer slamnatega moža. Freud tega nikoli ni počel. Torej, ta način argumentiranja, ki pravzaprav ni način argumentiranja, je v resnici logična napaka, je v resnici ljudem zelo blizu. Ker je sorazmerno enostavno kritizirati nekaj, kar si izmisliš, prosto ustvariš, potem tisto napadaš. Praktično vsaka oblika šimfanja sodi natanko v to področje. Ljudje kritizirajo nekaj, kar se sploh ni zgodilo. Ali pa kritizirajo nekaj, kar je popolnoma originalno. Ali pa kritizirajo nekaj, kar čisto nepomembno. In vse okrog tega lahko vrtijo zelo dolgo časa. Slamnati mož. Sklicevanje na izjemo, ustvariš izjemo, ustvariš ekstremen primer. Oseba je v svojem življenju naredila 10.000 potez, izolirate eno in jo kritizirate. In jo skušate spremeniti, torej to izjemo, kot da je pravilno, kot da se človek vse tako obnaša, ali pa kot da je ta izjema nekaj, kar je v naravi, recimo, tega človeka. To je izjemno pomembno, naprimer, pri ustvarjanju vtisov, pri nalepkah, ki jih ljudje dajo, ko diagnoze zamenjajo za nalepko. Saj ta je pa itak avtist. Zakaj se tako obnaša? Zato, ker je avtist. Zakaj je pa avtist? Jaz zato, ker se tako obnaša. Krožno pojasnjevanje, ki ne pojasni seveda ničesar, je pa to ljudje pogosto doživijo na svoji koži, v bistvu je to zmerjanje, v bistvu je to želitev. Ta človek pa pogosto nekaj naredi. Kako pa veste, kako pogosto oseba nekaj naredi? Razen v eksperimentih nobene osebe na tem svetu
ne srečate, niste zraven tako veliko krat, da bi lahko rekli, da oseba nekaj pogosto naredi. Vsak človek dnevno izreče na stotine stavkov, naprimer, in od teh 100 stavkov jih v najboljšem primeru poznate 10. Ali pa 20. Kar je pravzaprav zanemarljivo malo. In na podlagi tega sklepate, ta oseba vse govori o tem, vedno znova govori o tem, pa pogosto govori o tem, v resnici pa spregovori o tem sem tja. Še spolsko področje, sloveči se malo. Ampak je, spolsko področje, pobočje celo ne mora slovo, pobočje. No, tudi pogosto logična napaka, torej prepričanje, da bo sprememba na nekem področju, recimo vedenja človeka ali na nekem drugem področju, nujna vodila k spremembam na nekem drugem področju. Tak način argumentiramo ljudje radi takrat, ko kaj se recimo, pred časom je tega veliko v tej državi. Če bomo dovolili homoseksualcem, da se bodo lahko poročili, bodo jutri zahtevali še ne vem, da imajo otroke, pojutrašnjem pa še ne vem kaj. To je čista neumnost. To je tipična logična napaka. Nobene nujnosti ni, da zato, ker se bo spremenilo nekaj, da se bo spremenilo tudi nekaj drugega. Lahko je, lahko da se bo, ampak ne zato, ker je med seboj logično ali pa nujno povezano. Ljudje torej to so tudi podtaknili. No in še rdeči slenik je nekaj, kar ne obstaja. Ljudje se sklicujejo, recimo, namesto, da bi se pogovarjali o eni temi. Začnemo se pogovarjati o eni temi. Ne vem, zaradi mene, podnebne spremembe. Pogovarjamo se o eni temi, potem pa na sredi ali pa, lahko tudi prej, ljudje nenadoma preskočijo na drugo temo, ki ima nobene zveze s to prvo temo in se hočejo zdaj pogovarjati o tej drugi. Pravi, kaj je, tak tipičen primer je, kot sem že omenil, recimo so podnebne spremembe. Podnebne spremembe, ljudje začnejo govoriti o podnebnih spremembah, potem bomo ugotavljati, zakaj recimo obstajajo podnebne spremembe in potem nenadoma nekdo reče, ja, znanstveniki so o tem ne strinjajo. To nima nobene zveze. Podnebne spremembe lahko obstajajo tudi, če en znanstvenik tega ne ve. Kaj še ve, da bi se strinjali? Nobene logično nujne povezave ni med tema se znanstveniki strinjajo ali ne. Mi lahko sami logično dokažemo, naprimer, obstoj podnebnih sprememb, tudi če se znanstveniki. Ampak to je recimo vedno znova argument. Vedno znova poteknajo ven na kakšnih kroglih mizah, diskusijah in tako dalje argument, češ da ja, vsej 97% znanstvenikov se v tem strinja, ampak 3% se pa ne. To ima nobene zveze. Z dokazovanjem, ali podnebne spremembe obstajajo ali ne. No, to so torej napake, ki se je dobro izogniti, da ne bi bilo preveč razmišljanja tipa, ne vem, ta človek sploh ni avtist, čeprav je dokazano, da je, zato ker se nam zdi, da ni. Ali pa da bi pa ne bi razmišljali način, sej, ta oseba se obnaša tako kot se, samo zato, ker hoče mene zafrakavati. To se ne samo, da to logično ni, to je še žaljivo po vrhu. Ljudje se namreč ne obnašamo tako kot se, zato, ker bi hoteli koga zafrakavati. Razen v ekstremno redkih primerih. Ljudje se spontano obnašamo tako kot se, niti ne pazimo, ker je to dosti razen nezavedno, kako se obnašamo. Torej, to je logično, sporno, pa še žaljivo. Pa, meni se to velikrat dogaja, naprimer, ta oseba se obnaša tako zato, ker je, naprimer, ta hip pod stresom. Jaz pogosto slišim nazaj od ljudi, ki sploh niso kvalificirani, niso psihologi, ki bi preznovali vedenje ljudi, kje pa? To ne samo, da je logično popolnoma zgrešeno, ne, tudi to je žaljivo. Pravi, zavrnitev nečesa, samo zato, ker se pač meni tako zdi ta hip. Ali pa zato, ker sploh ne vem, zakaj sem to bleknil, ampak preprosto bleknil. Torej, če hočemo pojasnjevati vedenje ljudi, ki imajo avtistične simptome, potem velja to, kar smo do zdaj povedali. Ne samo, da moramo biti sposobni
prepoznati avtistične simptome, ne samo, da moramo znati uporabljati procese, s pomočjo katerih klasificiramo simptome, ampak se moramo izogibati tudi logičnim napakam. Sicer se nam lahko zgodi to, kar se natanko ta trenutek dogaja. In to ni prav fajn. Namreč, da lahko kakšen otrok iz naše inštitucije tudi preprosto odkoraka. In ni pomembno, a se mi s tem strinjamo, a se ne strinjamo, a nam je to všeč, a nam to ni všeč, a mi znamo zdaj pojasniti, a on zna pojasniti, a ne zna pojasniti. Ni pomembno. Ko bo otrok odkorakal iz te inštitucije, bo to naša autonomija, pa ni logike, kako to spremeniti v kaj drugo. Zdaj pa, kot sem rekel, samo malo za intermeco. Taka so sodobna učna okolja. To so realna učna okolja iz realnih učilnic oziroma šol na tem svetu. Niso fiktivni. Žal so tudi reference, kaj je za Oakland. Oziroma ne, izkvinstven. Sodobna učna okolja, iz katerih se lahko samo učimo, že prvi pogled da vedeti, da učna okolja, ki jih še vedno v glavno poznamo in se s časom Marije Terezije v 21. stoletju ne več kaj početi. Ok. Zdaj pa, kot sem rekel, bom komentiral članek, ki je bil objavljen natanko 16. februarja prejšnji teden v reviji Nature. Izjemna študija, oziroma to je poročilo o vrsti študij, ki so jih naredili, ki postavlja pogled, spreminja pogled na avtizem v veliki meri in bo v prihodnosti, oziroma v bližnji prihodnosti, marsikatera oblika dela z otroki z avtističnimi simptomi bistveno drugačna, kot je danes. Ker je ta študija dokazala nekaj, česar pravzaprav še nobena druga ni. Pove nam nekaj, česar še pred kratkim, pravzaprav nismo mogli niti dovolj dobro artikulirati. Enostavno tega nismo vedeli. Danes to vem. To je študija, ki so jo naredili z otroki v prvih mesecih življenja. V prvih mesecih življenja zaradi tega, ker so domnevali, da obstaja tveganje, da dobijo avtistične simptome. Na podlagi prejšnjih raziskav, ki nam povedo, o tem smo že govorili, kakšni so, recimo, genetski dejavniki, kateri so genetski dejavniki, kateri so genetske spremembe, ki lahko vplivajo na razvoj avtističnih simptomov. Pravi, znanstveniki so imeli upravičene argumente, zakaj je dobro pogledati na razvoj možganov pri takih otrocih v najzgodnejšem obdobju, dejansko v prvih mesecih življenja. Zato, da bi potrdili neko hipotezo in da bi seveda lahko dovolj zgodaj začeli z obravnavami, kot se reče, da bi zmanjšali verjetnost nastajanja, razvijanja, potem kronificiranja seveda avtističnih simptomov. Raziskava je zares izvrstna, izjemna, daje izjemne rezultate in še pred kratkim je ni bilo mogoče narediti, zato ker so bili potrebni res sodobni, izvrstni, natančni skenerji z izjemno veliko ločljivostjo, ki nam pomagajo pogledati v možgane na molekularni ravni. To je pomembno. To je povezano s tem, kar sem na začetku pokazal, pravi s tistimi 4 deveticami. Dokler ne pogledamo možgane, dokler ne pogledamo natančno, ampak zares natančno,
skozi naprave, ker ne moramo z očmi gledati v možgan. Pravzaprav tega sploh ne moremo vedeti. Zahvaljujoč torej sodobni tehnologiji imamo znanstvene rezultate, ki so res in dajo dobra urodja za kasnejše delo z takimi otroki. Torej, kaj so ugotovili? Ugotovili so, da se zelo zgodaj po porojstvu otrok, zelo zgodaj, v prvem letu starosti, v starosti od 6 do 12 mesecev, z možgani teh otrok, za katere upravičeno domnevamo ali pa sumimo, da bi se lahko pri njih razvili avtistični simptomi, da se dejansko nekaj dogaja z njihovimi možgani. In to so izsledki. Torej, kaj se dogaja? Vidimo, da tukaj je nekaj prikazov možganov, to so schematizirane, to so povzetki raziskave, ki dokazujejo, da se dogaja v možganih teh otrok nekaj zelo nenavadnega. Namreč, do zdaj smo vedeli, da se število sinaps na začetku otrokovega razvoja eksponencialno povečuje. Da se število nevronov in kompleksnost nevronov izjemno povečuje. Zato imajo starši, ko opazujejo svoje otroke, občutek, da so njihovi otroci zelo bistri. Seveda so, vsi otroci so zelo bistri, ne za njihovi. Zato, ker je razvoj možganov tak, da se res to je osupljivo. Nikoli kasneje v življenju se kaj takega ne zgodi, da se število sinaps tako skokovito, tako bliskovito povečuje, kar je seveda pomembno. Ravno v tem zgodnjem obdobju je torej dobro ugotoviti, če prihaja do kakšnih sprememb, nepričakovanih dogodkov, da bi uspeli dovolj zgodaj nanje tudi vplivati. Kaj se torej dogaja? Povečuje se v določenih področjih, vidite, možganov, se povečuje. Povečuje se, zdaj, ko govorimo o kompleksnosti, recimo, ko govorimo o sinapsah, moramo vedno upoštevati dva dejavnika. Eno je, da se povečuje površina, se pravi, možgani se pač širijo, kolikor se da, zavzamejo vse možne prostore v lobanji in se povečuje površina mrež, ki jo pokrivajo, recimo, nevronske mreže, ki nastajajo, in pa seveda gostota sinaps. Na kubični milimeter se lahko razvije toliko in toliko sinaps. Ne more se jih več, ker je pač prostor omejen, lahko se jih seveda tudi manj. Torej opazujemo oboje. Površino, ki jo predstavljajo posamezne nevronske mreže, in pa gostoto sinaps, pravi volumen. No in vidimo, da se torej povečuje teh področjih, ki so označena, torej pomembno se poveča površina teh področij v primerjavi z drugimi otroki, ki ne bodo dobili diagnoze avtizem. Pomembno se poveča in to je seveda že eden od tistih začetnih pomembnih dejavnikov, zaradi katerih se kasneje lahko razvije to, kar sicer včasih opazimo, da ima kakšen otrok, recimo odrasel človek z avtističnimi simptomi, kakšne izjemne kognitivne zmožnosti. Lahko jih ima, ampak večina jih nima. Zato, ker je to povečevanje, ki ga dokazuje ta študija, je povezano z celo vrsto težav, celo vrsto problemov, ki nastajajo. To ni nekaj, zaradi česar bi bili veseli. To ni nekaj, zaradi česar bi rekli, fajn, jaz bi pa da takega otroka. Ne želite imeti takega otroka. Ampak torej to se dogaja. Zdaj, tukaj vidimo še na drugačen način prikazano isto, kajti z povečevanjem števila sinaps
in kompleksnost recimo nevronskih mrež, velikostjo nevronskih mrež, so seveda povezani kognitivni dosežki. So povezane vse kognitivne funkcije, ki so kajpak od tega odvisne. In zdaj seveda znanstveniki, ki smo se o tem že tudi veliko pogovarjali, vemo, katere so kognitivne zmožnosti, katere so manj kompleksne, katere so bolj kompleksne in vemo, kako je vse to povezano z učenjem, kako hitro se lahko nekdo uči, kako kompleksno, kako globoko je lahko učenje, dokam lahko napreduje in odkot naprej recimo nekdo ne more več napredovati, pa počasi napreduje, ali pa stežka, ali pa se eksponencialno povečuje trud, napor, da bi se še česa naučil. Obstajajo torej tudi kritične področja, ampak to samo za prikaz, da ilustriramo osnovno idejo. Zdaj, osnovna ideja je torej tukaj povzeta. To hiperpovečevanje te površine, to je seveda nekaj, kar ni genetsko predvideno, ni nekaj, kar je del recimo človekove evolucije, ampak morajo obstajati neki sistematični dejavniki in sem gotovo ne spada polna luna ali nekakšne kozmične energije, ki to omogočajo, ki povečujejo torej ta področja v možganih, zelo zgodaj, torej v 12 mesecih, in to povečevanje v tem zgodnem obdobju ima, in to z veliko zanesljivostjo, zelo veliko zanesljivostjo, kot vidite, pozitivno, primitivno veljavnost, 81% je veliko, da se izmobilnost, naprimer 88% je izjemno, to je veliko, to je zelo veliko. To ni nič na približen, pa nič na pol, pa nič koliko se komu zdi, ampak je zelo natančno. Da bo torej to povečevanje v možganih kasneje, recimo, že pri 24 mesecih dovoljevalo, dopuščalo diagnozo avtizma. Kar pomeni, da je avtizem očitno, zelo, zelo močno vezan na dogajanja v možganih v prvih 12 mesecih otrokovega življenja. Na nevronske mreže, na količino sinaps, na kognitivne zmožnosti, ki jih to podpira. To je prva študija, ki to nesporno dokazuje. Kar seveda po eni strani pomeni, gdje smo tudi že spregovorili, da je v zgodnem obdobju, res v 3. letu starosti, treba začeti z zelo intenzivnimi kognitivnimi treningi, da lahko vplivamo z njimi. To lahko, zaradi plastičnosti možganov. Plastični možgani so izjemno plastični. Nevronske mreže so tako rekoč neskončno plastične, skoraj neskončno plastične. In če začnemo res v zgodnem obdobju, v tem času z zelo intenzivnimi treningi, ki terjajo seveda ogromno časa, enkrat sem navedel podatek, 40 ur na teden, naprimer, lahko dosežemo, in to se tudi dogaja, da tak otrok, ki bo morda imel diagnozo avtizem, recimo v 3. letu starosti, te diagnoze ne bo imel več, ko bo star 7 let. To je možno. Seveda ne velja vse in za vse primer jasno, ampak osnovna ideja pa je očitna, torej potrjuje domnevo, o kateri smo že govorili, da pristopamo k stanjem, če lahko tako rečem, značilni za avtistično vedenje z kognitivnimi treningi, z intenzivnimi kognitivnimi. To potrjuje tudi, to je z neke druge študije, potrjuje tudi spoznanja o fraktalni naravi naših možganov. Mi se seveda danes ne bomo ukvarjali s fraktali in s fraktalnimi strukturami, pa z matematičnimi algoritmi, kako se to opiše, pa z geometrijo in tako. S tem ne. Zadošča samo ena zadeva. Samo ena, ta je po eni strani morda še najbolj optimistična za vsako resno delo z, ne samo pravzaprav z avtizmom, z avtističnimi simptomi, velja za številna druga področja, naprimer tudi za nevrodegenerativna, torej preprečevanje nevrodegenerativnih
stan, kakršni so recimo Parkinsonova bolezen, Alzheimer, tako je to dobro. Ampak to nas to zdaj zanima. Torej, znanstveniki so, to je že sicer kar nekaj časa, nazaj, potrdili oziroma spremenili staro mnenje, staro prepričanje, da so recimo kognitivne zmožnosti ljudi vezane na število nevronov. Pred kratkim je nek belgijski kognitivni znanstvenik objavil, torej poročal konferenci o osupljivem primeru, o primeru človeka, za katerega, če ne bi obstajali empirični dokazi, naprimer skenji njegovih možganov, bi verjetno težko našli človeka na tem svetu, ki bi se hotel s tem kognitivnim znanstvenikom strinjati. Namreč, pred časom se je gospod, mislim, da je bil star tam kakšnih 44 let, kaj takega, oglasil pri zdravniku zaradi težav, ki jih je imel, mislim, da z ravnoteženjem. Potem so ga seveda poslali na razne preiskave in na koncu je prišel do tega kognitivnega psihologa, mislim, da je bil. Kaj so ugotovili? Pravi, če ne bi imeli empiričnih dokazov, najbrž ne bi bilo človeka, ki bi to pripravil verjeti. Ko so pogledali njegovi možgani, med drugim tudi seveda, čakaj narobe zanimivo, so ugotovili, da dobesedno temu človeku primanjkuje 90% možganov. Ne 9 in ne 19, ampak 90. Po domače povedano, človek je imel 90% lobanje prazne, tam, kjer bi morali biti možgani, in 10% tiste možganske mase, ki jo sicer ljudje običajno imajo. Gospod je do leta svojega 44 leta starosti živel čist običajno, kot se reče, normalno življenje. Ko so izmerili njegov inteligenčni kvocient, je bil ta sicer 86, kar je zgolj malo pod povprečjem. Drugače pa mislim, da je bil zelo poročen, imel otroke, nekaj takega, hodil v službo. Torej, ne gre toliko, to je pomembno, za število nevronov, ampak za kompleksnost njihovih sinaps. Za gostoto sinaps. In pri tem je najlepše, to so tudi dokazali pred časom, da je mogoče, seveda s kognitivnimi dejavnostmi, ohranjati gostoto sinaps praktično do zelo visoke starosti, recimo 80 let. Da ni nobene nujnosti, da je gostota sinaps pri človeku, ko je star 80 let, manjša od gostote sinaps, ko je bil ta isti človek star 20 let. Nobene nujnosti ni. Lahko, da se to zgodi in pogosto tudi se, žalost. Ni pa nujno, da se, ker je mogoče ohranjati kompleksnost nevronskih klinic. Gostoto sinaps. Z seveda kognitivnim delom, jasno, tudi fizično aktivnostjo in tako dalje. Zato danes, no, ne zato, ampak hvala Bogu, ne, danes ni nič čudnega, če 80-letniki teče na maratonu, hvala Bogu. In da berejo knjige, tudi še enkrat, hvala Bogu. Torej, če nas kaj zanima, potem nas zanima kompleksnost. Kompleksnost mrež je mogoče ohranjati, mogoče pa tudi povečevati. Do, seveda, določene ravni, jasno, več pa tukaj se ne da. In zopet je v tem naše upanje. To bomo zdaj preskočili, ker nas ne zanima, no, tole nas pa zelo zanima. Zdaj mogoče bi bilo bolje, če preden se vrnemo k 22. diapozitivu, da malo preskočimo
k tistemu članku, ki sem ga že omenil iz American Mind, v katerem najdemo zelo simpatičen, sorazmerno preprost, pa vendar znanstveno utemeljen odgovor, oziroma več odgovorov nekomu, ki ima pač avtistične simptome in je spraševal o naravi avtizma. Imamo nekaj zelo zanimivih rezultatov, ki bi jih rad komentiral. Ko smo že ravno torej pri kompleksnosti nevronskih mrež. K tem raziskavam, ki sem jih prej omenil, je treba dodati še to. Večina študij do zdaj narejenih dokazuje, da se pri avtističnih simptomih, torej da je korelat, da je empirična podlaga za avtistične simptome, tudi poleg tega, kar sem ravno prej pokazal o povečevanju torej, določenih predelih možganov površine, ki postane hipertrofirana, da je torej corpus callosum manjši pri ljudeh z avtizmom. Corpus callosum je seveda zelo pomemben zaradi tega, ker je od njega neposredno odvisna kompleksno, se pravi število povezav med nevroni oziroma nevronskimi mrežami, ki so v desni oziroma levi možganski položaj. Torej, kompleksnost, čeprav smo prej videli, da se površina povečuje, se pa kompleksnost zmanjšuje. Oziroma je omejena, manjša. Kar seveda pomeni, da imajo ljudje, otroci, ljudje z avtističnimi simptomi, nujno, iz tega to sledi, nujno sledi težave pri povezovanju zlasti kompleksnih idej, oziroma kompleksnih dogodkov v okolju. Težko jih razumejo in težko jih med seboj povezujejo. Zato za zunanjega opazovalca se včasih zdi, kot da grejo ti dogodki mimo njih. In se res grejo. Ker tudi, če jih zaznajo, tudi, če jih opazijo, jih težko med seboj povezujejo v kompleksne mreže, oziroma kompleksne ideje. Zaradi corpusa callosuma. Kajti povezovanje kompleksnih idej vodi k tvorjenju hiperkompleksnih idej, oziroma hiperkompleksnih nevronskih mrež. Možgani so sicer narejeni za kompleksne in hiperkompleksne mreže, ampak seveda so lahko pri tem tudi omejeni. Zato tak, recimo otrok, recimo najstnik, določenih idej, določenih dogodkov, določenih procesov, bodi si, da jih težko razume, lahko jih tudi ne razume, zlasti jih pa težko povezuje med seboj. In ker jih težko povezuje med seboj, tudi ne more priti do sklepa, ki sledi iz takega povezovanja. Kar je seveda logično, če nimam kompleksnih idej, ne morem priti do sklepa, ki sledi iz kompleksnih idej. Kratko ne morem. Lahko se ga sicer izmislim, ampak bom najverjetneje zgrešil, bom naredil kakšno napako, o kateri smo prej govorili. Torej, večina študij to dokazuje, zato je zlasti v, recimo, mladih letih, recimo, v obdobju najstništva, ko je že tako ali tako za otroke značilno, da se rajajo, nastajajo določene težave, ki so čisto razvojne, se k tem dodajajo še nove. In seveda najslabše pri tem je, in to se pa nažalost spet pogosto dogaja, povezavi z temi logičnimi napakami, ki so prej. Ja, otrok tega noče. Lahko bi, če bi hotel. Lahko bi to naredil, ampak se mu ne da. Tega ne naredi, zato ker nas zafrkava in tako naprej. Ni red, to je neumnost. Ne more. Tudi če hoče, ne more, za Boga. To je empirična meja. Ne morete nečesa narediti, če nimate empirične podlage v možganih. Ta kompleksnost je tista, ki je zato pri enostavnih nalogah, pri preprostih nalogah, to praviloma ni problem. Problem je pri učenju kompleksnejših
oblik vedenja, ki te je recimo veliko sklepanja, če bom jaz to naredil in bo oseba X naredila nekaj drugega in bo oseba C razumela, kaj je naredila oseba V v odnosu do mene, potem bom jaz naredil nekaj drugega. To je kompleksno razmišljanje. Tega ne zmore, preprosto ga ne zmore. In to je povezano torej z naslednjim odgovorom, ki ga zapiše ta oseba, spravi, ki ima avtizem zase, reče. Tam je taj simpatičen, mislim, da je fajn, da se zapomnim, ker iz tega nekaj sledi, spet bo nekaj logično sledilo, ker bomo videli kasneje. Ne? Mi smo kakor sladkovodne ribe. In če nas postavite v morje, slano vodo, v istrani, imamo težav, imamo problem. Postavite nas v primernejše okolje in dobi flaviš. In to je temeljna ideja, ki velja za vsakogar, ki bi želel delati, recimo, z otroki, s takimi otroki, s takimi ljudmi. In to je čisto preprosto. Preden spregovorimo o tem, meni zame je, na podlagi povedanega, dober tale odgovor, ki ga ponudi profesor in človeku, jaz se s tem popolnoma strinjam. Namesto tega, ki je uradno, pravilno se, tako izraz uporablja, motno. Mislim, da je tale boljši, da gre za določena stanja. Določena stanja, da se izognemo, da gre za disorder, da gre za nekaj, kar ni pač v redu, kar je odstopanje, kar je motni defekt in tako dalje. Teh izrazov je čist preveč, če mene vprašate. Torej, jaz sem raje za stanje. Obstajajo stanja. Čeprav ta izraz je v urada, v klasifikaciji, se nismo si prej pogledali. In iz tega sledi sorazmerno preprost sklep. Ta je logičen. Ne je nobene napake logičen. Če hočemo delati s takimi, recimo, otroki, mladimi ljudmi, potem je naša naloga, da ustvarjamo njim prijazna okolja. Ne nam prijazna okolja, ampak njim, ker mi smo tukaj zaradi njih, niso oni zaradi nas. Kaj so prijazna okolja? Prijazno okolje je, če nekdo zjutraj ne more vstati, če ga vodilka ne zgodi, če se ne vem kaj ne zgodi. To ni zaradi tega, ker bi nas hotel zafrekavati, ampak je zaradi tega, ker ima potem težave, kar pomeni, da se mi dogovorimo, kdo ga bo zgodil, da bo prišel zjutraj v šolo. To je naša naloga. Če mi tega nočemo sprejeti, potem bi bilo bolj pošteno, da s takim otrokom ne delamo. Torej, ustvarjanje prijaznih okolij. Zdaj pa lahko nazaj, kjer smo že bili. Tole, kar sem vam prej pokazal, to so prav gotovo prijazno okolje. Zagotovo so. Tudi niso nastala pa naključju in tudi niso padla z lune. Nekdo jih je ustvaril. Njih je ustvaril zato, ker je imel idejo, kateri sem ravno kar spregovoril. Torej, če gremo zdaj še malo pogledati k znanosti. Zdaj smo ugotovili, kakšna je naša naloga, da ustvarjamo prijazna okolja. In to je zelo pomembno. Tukaj vidite, so našteti procesi, neurodegenerativni procesi, ki se dogajajo že zaradi tega, ker recimo se ljudje živijo dolgo časa v neprijaznih okoljih. Neprijazne okolje so lahko v šoli, lahko so v pisarni, lahko so doma. Neprijazna okolja. Kasneje
se k temu še vrnemo, kaj je temeljna oblika neprijaznega okolja. Naši možgani, naše nevronske mreže, gostota, kompleksnost nevronskih mrež in tako naprej je zelo občutljiva. Zelo občutljiva na dogajanja v okoljih. Ne samo v tem, kar se dogaja v človeku, kar je povezano z recimo njegovimi prehranjevalnimi navadami, o tem predavanja jutri, v četrtkih, tudi zunanjem okolju. To je povezano med seboj. Kaj človek je, kako kvalitetno hrano je in kaj se dogaja v zunanjem okolju. Zato, ker se možgani neprestano odzivajo na to. Neprestano. Ves čas postavljajo hipoteze, kaj se dogaja v telesu, naprimer, kaj se dogaja v njih samih, možgani to počnejo. V šolskih razredih sem zdaj objavil, oziroma dva se mi zdi, da sta že bila prispevka, zdaj bo še tretji, ker sem se tako dogovoril za urednico, 3 prispevki, s katerim sem predstavil knjigo, ki bo išla čez nekaj časa, kognitivne znance v šoli za 21. stoletje, in v teh prispevkih sem nakratko predstavil temeljno idejo. Možgani ves čas preverjajo, kaj se dogaja. V možganih, v telesu, kaj jemo, kakšne molekule dobavljajo na telesu, lahko rečem, in zunaj okolje, se seveda na to odzivajo. Na tem ni statični, to so izjemno dinamični procesi, ki se lahko zelo hitro spreminjajo. In tudi če mi o tem nič ne vemo, se naša zavest o tem ki prav dosti ne more vedeti. Več kot 99,99% vseh pojavov oziroma procesov v možganih je nezavednih. Mi, razen če se poučimo v njih, od njih ne moramo nič vedeti. Naša zavest nima nobenih receptorjev, da bi zaznala, kaj možgani počnejo. Zato v glavnem ne moremo vedeti, kaj počnejo. Zato potrebujemo nek zunanji vir. In to so neurodegenerativna stanja, recimo, ki se, ali procesi pravzaprav, ki pomenijo recimo med drugim tudi krčenje, zmanjševanje gostote, recimo, sinaps v možganih. Zmanjševanje gostote, zmanjševanje kompleksnosti nevronske mreže se skrčijo, preprosto se zmanjšajo. Določeno število sinaps kratko malo ugasne in jih ni več. Itd. Tako naprej, da govorimo o širjenju plakov, oziroma beljakovin, ki se kopičijo in delajo škodo. To je v veliki meri povezano z našim načinom prehranjevanja. Tako da Alzheimer danes velja že za neurodegenerativno bolezen, ki je v veliki meri, ne v celoti seveda, v veliki meri vezana na prehranjevanje in torej plakov, že v zgodnjem otroštvu. Zadnje raziskave dokazuje, da se veliko teh plakov, oziroma narobe spolnih, narobe oblikovali beljakovin, ne kopičijo že v prvih 22 letih življenja. Alzheimer se tudi slučajno ne začne pri 65 ali pri 55, ali kaj, kje pa začne se pri 20. Samo da mi tega ne vemo, ker ne moramo vedeti. Torej, in ko govorimo o povečevanju kompleksnosti, ko govorimo o kognitivnih treningih, ko govorimo o oblikovanju prijaznih okolij, ne samo za ljudi z avtizmom, za vsakega človeka to velja, za vsake možgane to velja, pomeni zlasti povečevanje kompleksnosti nevronskih mrež, ki jih tvorijo možgani. Možgani tvorijo tako kot sami v celi, tako obstajajo algoritmi, obstajajo geni, ki to nadzorujejo, njihova struktura je, kot sem že prej rekel, fraktalna in to možgani že počnejo. Naša naloga je, da to povečujemo, da temu prispevamo, kolikor je seveda to mogoče. Ni pri vsakem otroku, pri vsakem človeku to mogoče povedati, da narediti do enake mere ali pa v enake mere. To bomo preskočili, to bomo tudi, to so strukture fraktalov, to nas zdaj ne zanima, to bomo tudi preskočili, no tega pa ne bomo preskočili. Ko govorimo o kognitivnih treningih, govorimo pravzaprav o tem, o povečevanju sinaps. Se pravi, to je recimo lep prikaz, skoraj standardni prikaz, kaj pomeni recimo preprosto pustiti nevronske mreže pri miru, da sledijo svojemu naravnemu razvoju, in kaj pomeni povečevati, to je v bistvu obogateno okolje.
To je to, ko sem prej rekel, prijazno okolje. Kognitivno prijaznejše okolje povečuje količino sinaps in kompleksnost nevronskih mrež. Vpliva na vsak nevron posebej, da je sposoben tvoriti več, več sinaps, mogoče več sinaps kot pa jih sicer. Mislim, da je iz teh veslik jasno razvidno, kaj pomeni kognitivno prijazno okolje. Tole zagotovo ni. To je okolje, v katerem je človek, na primer, pogosto pod stresom. To je okolje kroničnega stresa. Tukaj piše. To je okolje kroničnega stresa, kjer nevroni drug za drugim se preprosto se krčijo, zmanjšuje se. To je učitelj, se radi treba razlagati. To je v bistvu okolje, v katerem nevroni rastajo skladno seveda z matematičnimi principi, algoritmi in genskimi določili do tiste mere, do katere lahko. Lahko tvorijo recimo do 10.000 sinaps. Tale je prav gotovo ne tvori 10.000. Ta jih tvori ne par, pa še ta bo kmalu umrl, ker če se ta kronični stres ne bo ustavil, če se ne bo zmanjšal. In to je pomembno. Predno ljudje razmišljajo o stresu, o neprijaznem okolju, v katerem živijo. Govorijo o stresu, ki se kaže, tako da so živčni ali pa rezervani ali pa skipljivi in tako dalje. Daleč pred tem se dogaja to. Daleč prej. Mene bi to vedel. Težko vedeti, ne morajo vedeti. Spet, zavest o tem ne vedi nič. Ko se človek zave, da je pod stresom, je že dolgo časa pod stresom. In tisto, kar je najbolj problematično pri tem, je razlika med tema dvema nevronoma, oziroma tudi tema dvema, zdaj gremo pa nazaj. Rekel sem to. Mislim, da je razlika spet očitna, med enim, ko govorimo o kompleksnih nevronskih mrežah, govorimo o tem. Govorimo o največjem možnem številu sinaps, ki jih zdrav nevron lahko ustvari. In seveda se povezuje na ta način prek sinapsa z drugimi nevroni. To so zdravi možgani. Prav gotovo so ti nevroni zdravi. In take bi želeli imeti. Ampak ti nevroni potrebujejo prijazno okolje. Sami od sebe začnejo odripati in potem začnejo propadati. To je povezano s tem, kar sem prej rekel. Nobenega razloga ni, razen seveda tih skrajnih, mogoče naključnih, genetskih ali kakšnih drugih dejavnikov, ampak če te ekstremne primere odštejemo, nobenega razloga ni, da ta nevron ne bi bil tak, kot je tukaj naslikan, pri 20 letih, pa tudi pri 80. Nobene nujnosti. Ljudje zmotno se še prispevajo k neurodegenerativnim stanjem, ker verjamejo. Celo nekdo pred časom je rekel, da ko si star 50 let, se pa kar to začne dogajati. Jaz sem mislil, da imel kar kap. To je eno od tistih logičnih. Zdaj si pa star 50, zdaj se pa to dogaja. Ni nujno. Zlasti pa lahko na to vpliva. Mene nič ne zanima, kaj je zdaj nekdo, ki ni ravno študiral neuroznanosti, o tem misli. Ker izhajajo svojih izkušenj, ki so premalo, da bi karkoli pojasnili. Torej, nobenega razloga ni, da ne bi skrbeli za svoje nevrone, da so taki, ne samo za svoje, mi tukaj govorimo o dijakih, mi govorimo o prijaznih okoljih za nje. Seveda govorimo to, kar je za nje prijazno, tudi za nas prijazno, kar je za nas prijazno, tudi za nje prijazno. Oziroma, ko govorimo o nevronih. Ne govorimo o stereotipih, klišejih ali čem podobno. In tukaj vidimo, zato je pač počrtano, kako, torej to količina, torej kompleksnost, količina sinaps je izjed, torej, ker je plastična, ker so plastične, to pravzaprav neposredno odvisno od učenja, ki nujno poteka v okolju, ki mora potekati drugi. Zdaj, imamo prijazno okolje, imamo učenje. Učenje, ki postaja vse kompleksnejše. In
Seveda izkušnje, ko govorimo o prijaznih okoljih, govorimo o izkušnjah, ki so za človeka prijazne. Gotovo ne more biti okolje prijazno, če tam doživljamo stres. To je pomembno. Če otrok ne pride k pouku, prav gotovo ni prišel zato, ker bi nas spet zafrkaval, ampak je bolj verjetno, ampak to moramo šele preveriti, da je recimo anksiozno. Pa da se morda boli. Zlahti, če je avtist. In kaj smo naredili, če se avtist boji priti k pouku? Pravzaprav ga odganjamo od pouka. Namesto, da bi naredili prijazno okolje, kamor bo hotel priti. Ker prijazno okolje človek po definiciji želi priti. V neprijazno okolje pa ne želi priti, oziroma pride tečemo, če je pač to nujno. Če nima mene možnosti izbirati. In seveda zato je ključen izraz, ko govorimo o prijaznih okoljih, tale kronični stres. Ponovno smo pri tem. Kronični stres, ki bistveno zmanjšuje torej število sinaps in jasno s tem tudi kompleksnost razmišljanja, kompleksnost vedenja, zmožnost za integriranje, povezovanje, naprimer kompleksnih idej, razumevanje kompleksnih dogodkov in seveda zmožnosti, zmanjšuje se zmožnosti za kompleksno vedenje. Bolj, ko se to zmanjšuje, večji, ko je kronični stres, bolj človek ponavlja eno in isto. Ali pa gre celo v regres, se pravi tudi njegovo vedenje, postaja vse manj kompleksno, ker se refleksno skuša se zavarovati, skuša se zaščititi, ker pod stresom ne bi moče živeti, ker je neprijazen. Človek pod stresom ne želi živeti in je pripravljen narediti marsikaj, da ne bi več živel pod stresom. Pogosto to naredi na napačen način. Ljudje iščejo potem razne tepe, v alkoholu, v drogah, v hrani, v cukrih, v kava in čem še. To so načini, ki kvečemu povečujejo stres. To slučajno ga ne zmanjšujejo, da ne govorimo o učinkih na nevronske mreže in na kognitivne potencijale. Tole bi sam še rad pokazal. Gre za eno spremembo, ki jo kronični stres povzroči na membranah, recimo na nevronih, v možganih, spremembe, ki potem čas privedajo do smrti, torej posamezne celice začnejo razpadati in mogoče ena najbolj osupljivih znanstvenih potrditev tega, kar morda ljudje že intuitivno vedo, da do takih sprememb prihaja že, ni nujno, da je človek ravno pod nekakšnim kroničnim stresom, že zaradi načina, kako razmišlja. To so osupljivi rezultati. Ljudje, ki so nenehno zaskrbljeni, recimo. Ljudje, ki pogosto mislijo na stvari, ki so težke, grozne, pa negativne, pa take, da so povezane z nesrečami ali pa z upadanjem nečesa ali pa z katastrofami ali pa kje podobnega, pa z negativnimi mislimi, kot jim rečejo, že s tem spreminjajo anatomijo recimo svojih možganov oziroma vplivajo na dogajanje na celičnih membranah in povzročajo sami sebi, dobesedno, povzročajo, v tem primeru pa dejansko povzročajo torej celično smrt in seveda s tem kognitivni decline, se pravi zmanjševanje kognitivnih potencijalov. Kar je ravno, rekel, nekako nasprotju s tem, kar ljudje mislijo. Če bom zaskrbljen, če se bom ukvarjal s tem, kaj se mi hudega lahko pripeti, bom lahko preprečil kakšno nesrečo in tako naprej. V resnici je ravno nasprotno. Bolj, ko razmišljate o nesrečah, bolj pravzaprav jih, kot se reče, še pregovor temu pravi, jih kličete. Na nek način pravzaprav ustvarjate to, česar se bojite, ali pa se bojijo ljudi. Zato je tako pomembno, torej še enkrat to, kar sem danes hotel povedati. Ustvarjanje prijaznih okolj. In če hočemo biti šola v 21. stoletju, pa šoli za 21. stoletju, potem je to preprosto naša dolžnost. Ustvarjanje prijaznih okolj pomeni ustvarjanje prijaznih okolij za vsakogar. To je težko narediti.
To je zahtevna naloga, zato ker so ljudje pač med seboj, ali pa dijaki, recimo, med seboj tako zelo različni. Zlasti seveda to pomeni za avtiste. Jaz verjamem, da nekateri ljudje težko dojamejo, morda tudi zaradi pomanjkanja empatije in sočutja, da je nekoga strah. Jaz verjamem, da nekateri ljudje težko sprejmejo, da je nekoga preprosto strah, da je tesnoben, da je anksiozen, da nečesa ne naredi, ali pa nekam ne gre, zato ker se boji. In avtizem je v resnici v tem didaktičnem smislu, nažalost, ali pa vse je po drugi strani, če znamo to tako razumeti v dobrem smislu, najboljši primer za razumevanje tega, o čemer zdaj govorimo. Zato, ker so tako hitreje kot drugi ljudje v strahu, tesnoben, anksiozen. Zato, ker jih je strah stvari, za katere se nam zdi, da je popolnoma nemogoče, da bi bilo kakšnega človeka lahko strah. Ampak to je povezano z logičnimi napakami, ki jih delamo, ki sem jih na začetku omenil. Če mene nečesa ni strah, to še ne pomeni, da ne more biti strah istega mojega soseda. Zlasti, če je avtist. Zato bi morali v celoti prenehati z razmišljanjem laične psihologije.